Polje, kdo bo tebe ljubil? Polje, kdo bo tebe ljubil? Spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Na Evropski komisiji so prejšnji petek odločili, da države članice Evropske unije lahko odslej upravičencem do plačil skupne kmetijske politike od 16. oktobra naprej izplačajo višja predplačila za izpolnjevanje ukrepov letošnjega leta. Kot so v sporočilu za javnost poudarili na Evropski komisiji, so letošnji ekstremni vremenski dogodki v Evropi vplivali na pridelke in posledično donose v kmetijstvu, kar pomeni dodaten pritisk na kmetije, ki se mnoge soočajo z likvidnostnimi težavami. Višji deleži odobrenih predplačil, ki jih države članice lahko kmetom začnejo izplačevati že sredi oktobra, naj bi pomagali reševati prav to likvidnost. Kmetje bodo tako lahko s tako imenovanimi začasnimi odločbami prejeli skupno do 70% neposrednih plačil, medtem ko je do zdaj veljalo, da lahko na tak način vnaprej prejmejo do 50% sredstev, razliko pa kasneje, ko so jim izdane končne odločbe. Na Evropski komisiji so hkrati odobrili, da se predplačila za nekatere ukrepe in intervencije povezane z rejo živali in programom razvoja podeželja povečajo na do 85% namesto 75%, kot je veljalo doslej. Sredstva skupne kmetijske politike predstavljajo ekonomsko varnostno mrežo za kmete v Evropi. Zato so države članice zaprosile za to dovoljenje in s temi ukrepi Evropska komisija še naprej zagotavlja prepotrebno podporo kmetom v Evropi, so še zapisali v sporočilu za javnost. V tem pogledu je zanimiva odločitev Slovenije. Ta je 9. septembra objavila, da bodo izplačila intervencij zbirne vloge za letošnje leto potekala po fazah od januarja do junija 2025. Na Agenciji za kmetijske trge in razvoj podeželja pojasnjujejo, da se bo zaradi napovedane spremembe davčne zakonodaje, ki bo stopila v veljavo 1. januarja 2025, časovnica izplačil prilagodila. Nova ureditev predvideva, da se bodo izplačila za OMD izvajala v januarju 2025. Ta premik v času izplačevanja pa je posledica prizadevanj za optimizacijo davčnih učinkov. Ključna prednost nove ureditve je, da bodo kmetje upravičeni do višjega neto prejemka oziroma da bodo lahko zadržali večji delež dodeljenih sredstev, so zapisali na agenciji. V januarju naj bi tako upravičenci dobili sredstva OMD, v januarju in februarju bodo prišle na vrsto tudi odločbe o neposrednih plačilih, plačila za kmetijsko-okoljsko podnebne intervencije, dobrobit živali in ekološko kmetovanje pa naj bi prišla na vrsto v maju in juniju leta 2025. Poročali smo že, da je Evropska komisija odobrila razdelitev dela sredstev kmetijske rezerve avstrijskim, češkim in poljskim kmetom, pridelovalcem sadja in zelenjave, ki so jih spomladi prizadeli neugodni vremenski pojavi izjemnih razsežnosti. Nemški minister za kmetijstvo Özdemir je na julijskem zasedanju Sveta za kmetijstvo v Bruslju protestiral, ker so nemški sadjarji ostali brez pomoči, češ, da pozeba ne pozna državnih meja in se s takim načinom ravnave povzročajo krivice. Na Evropski komisiji pa so mu odgovorili, da ni naloga Evropske komisije, da proaktivno spremlja razmere v vseh državah članicah in ponuja kmetijsko rezervo in torej morajo same države članice reagirati in ob takih dogodkih pravočasno zaprositi za pomoč. Neenoten pristop k izplačevanju predplačil letošnjih sredstev skupne kmetijske politike pa po drugi strani lahko pomeni tudi nov dodaten pritisk na konkurenčnost kmetijstva posameznih držav članic. Tudi Slovenija
se bi namreč lahko odločila, da izkoristi pripravljenost Evropske komisije in bi recimo sredi oktobra začela izvajati predplačila v okviru neposrednih plačil. Toliko za uvod v današnjo oddajo, v nadaljevanju pa posebej vabljeni k poslušanju Prašiče rejci, v drugem delu oddaje pa se bomo ustavili še na področju pridelave zelišč. Junija je bil v Uradnem listu objavljen pravilnik, ki vse komercialne rejce prašičev zavezuje, da do 11. decembra letos izdelajo biovarnostni načrt lastne reje. Pravilnik velja tako za rejce plemenskih živali, kot tudi za vse ostale rejce, ki redijo prašiče za prodajo. Na Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije so že minuli teden pripravili prvo spletno izobraževanje na tem področju. V prihodnjih dneh pa kmete vabijo, da se udeležijo še usposabljanj, ki